Dobro jutro. Smo se prebudili v nov sončen dan, ki morda ni prav bistveno drugačen kot vsi ostali, pa vendarle zelo sem vesela, da sta z nami dva izjemna govornika in vprašanje ni najlažje. Kaj nas čaka? Seveda, kaj nas čaka pogledano z rožnatimi očali, ampak mislim, da oba govornika, Iztok Seljak, direktor Hidrije Holdinga, in Matjaž Filipčič, soustanovitelj in direktor KF Finance, katerega del so tudi Alfi skladi, oba zelo realna, zmerna optimista in kar sta mi povedala pred trenutkom oba Idrca. Tako da ju bom prosila, da ne govorite v svojem dialektu, ampak poskušate govoriti tako, da jih bomo razumeli vsi. Čeprav v teh časih težko razumeti vse. Dobro jutro obema, dobro jutro Iztok, dobro jutro Matjaž. Začnem kar z vprašanjem, ali je situacija, ki jo imamo danes kot kriza, drugačna od tiste, kar se je dogajalo leta 1991, ko so padli vsi trgi, ali pa od tiste, ko so padle svetovne borze. Morda najprej k tebi, Iztok, tvoj pogled na to, je današnja situacija drugačna, kot sta bili dve krizi, ki smo jih vsi doživeli? Z mojega vidika zagotovo gre za povsem drugačno krizo in mislim, da je izredna pomena, da to seveda razumemo, ker to bo bistveno opredeljevalo našo prihodnost. Kriza 2008-2009 je bila relativno klasična, ciklična kriza, še vedno kriza povpraševanja. Sedanja korona kriza pa ni ciklična, klasična kriza, ampak je z mojega vidika prva resna trajnostna kriza, posledica dejstva očitno, da naš način življenja, vključno z ekonomijo, ki preko 200 let od industrijske revolucije naprej bazira na kopičenju materialnega bogastva, na preobremenovanju naravnega ekosistema, na enostavno ogljični industriji, ta način življenja ni več vzdržna. Vzporedna klimatska kriza, ki je z mojega vidika tudi trajnostna, se zaenkrat sicer pospešeno še vedno dogaja postopoma, dobivamo jo po dozah. Medtem ko ta zdravstvena, sanitarna kriza, ki je prav tako posledica nespoštovanja ekosistema živalskega v tem primeru, je pa udarila kot šok trajnostna kriza. Iznenadoma nam je izdan račun za tako imenovane eksternalije, uničevanje našega okolja, o čemer teoretično govorimo že desetletja, zdaj pa ta račun v parih dneh bil izstavljen, 1,5 trilijona, verjetno bo na koncu okrog 10 trilijonov, ampak verjetno tudi ta račun, ki je izjemno velik, če bo na koncu samo draga šola, da bomo razumeli, da moramo pospešeno stvari spreminjati, se čim prej še do časa spraviti v neko vzdržno situacijo, v tem primeru mogoče tudi ta račun ni prevelik. Pa tvoj pogled, Matjaž? Jaz recimo, če gledam malo bolj z mikropozicije, z vidika podjetij, z vidika gospodarstva, sigurno je tle, če smo celotno gospodarstvo zaprli, so efekti čisto drugačni kot v finančni krizi, ki je okrog leta 2010. Mi tukaj vidimo predvsem, pa tudi zdaj v krizi gospodarstvo je še težko govoriti, zato ker jaz vidim, da je zdaj, smo vsi v lockdownu, smo nekako doma, čakamo, kaj bo, ko bomo prišli nazaj. Iz terena, iz prvih rok s podjetij, s katerimi delamo, vidimo, da bo zdaj najprej problem likvidnosti. Tukaj se tudi ste vi, del različnih organov, pomagate s predlogi vladi, ampak podjetja imajo, se pravi, najprej na mikronivoju problem s plačili, problem s terjatvami. Prava kriza, pa tako kot je bilo na začetku rečeno, da sem jaz zmerni optimist, pa tudi pesimist trenutno, se bo pokazala po mojem šele konec leta. Ker zdaj z moratoriji se bodo določene stvari odložile, odvisno sicer od panoge, v kateri podjetja so, odvisno, a jaz temu rečem, a imajo zalogo svojih strank, čisto plastičen primer, pomladanska kolekcija v trgovinah bo šla pač mimo, tega ne bomo potrošili, k vulkanizerju se bo pa šlo, zdaj odvisno od tako zobozdravniku se bo šlo, k nekim drugim storitvam se jih ne bo nadal nadomestiti in bo to zgubljeno in bo pravi obraz kriza pokazala konec leta. In tudi banke, in se bo vse vrtelo okrog tega, v kakšni fazi zdravstvenem stanju so podjetja vstopila v to korona situacijo, zato ker tisti, ki so bili na meji, bojo težko preživeli. Tudi banke sploh ne skrivajo svojih ocen, da pričakujejo v roku leta pa pol dveh, skoraj približno 20 do 30% defaultov
med svojimi strankami, kar je izredno velik. In mi bomo v krizi v gospodarstvu, za moje pojme, govorili proti koncu leta, tudi makroekonomisti jo napovedujejo. Prej smo tudi malo v debati prej omenjali borzo, ki jih ni danes tema, pa se niti ne želim z njo ukvarjati, ampak pač borza je nek kapitalski trg, ki sicer odraža stanje v gospodarstvu, pa se zdaj giblje ravno drugače, kot vsi makroekonomisti napovedujejo. Zato jaz mislim, da ta pravi učinki šele prihajajo. Tukaj gre verjetno reči nekaj. Ko je kriza, si vsi predstavljamo, da bo te krize konec, potem se bomo ponovno zagnali, ampak kot si rekel, Iztok, pravzaprav bo to nek nov način delovanja in vsakokrat, pravzaprav, ko pride tudi do tehnoloških sprememb, nažalost so se dogajali veliki premiki, upajmo, da smo se iz prejšnjih tehnoloških sprememb kaj naučili in da ne bo tudi nemirov, ampak vendarle gre vprašati ta trajnostni vidik, to vprašanje, ali znamo zamenjati pravzaprav družben red na način, da lahko to naredimo brez, da so še večji pretresi, kajti zdaj trenutno je to, kot je rekel Matjaž, smo doma, vsi čakamo, ampak kaj pravzaprav čakamo? Ja, kot je rekel Matjaž, potres je že bil, cunami pa šele prihaja, ampak mislim, da je že za vogalom, že maja, junija je pred nami velika luknja gospodarska. Ampak dejstvo je, kot praviš, da verjetno poleg vprašanja, ki se je stalno zastavljamo, kaj smo se naučili iz preteklih kriz, se moramo mogoče zdaj za razliko od tega vprašati, kaj smo se naučili iz preteklih kriz, pa moramo pozabiti, ker je čas kreativne destrukcije, oziroma se predvsem vprašati, če je ta kriza povsem drugačna, kot smo prej razložili, kakšni so zaključki iz tega. Ker tokrat zniževanje stroškov, zniževanje investicij, hiberniranje in potem vračanje v neko prejšnje stanje ni več scenarij, ker prejšnje stanje je tisto, ki nas je pripeljalo do tega, da smo se pripeljali tik do roba našega obstoja in je nevzdržno. In to je tista bistvena razlika v odnosu na zadnjič. Mislim, da se moramo predvsem naučiti, pravzaprav, da nič od tega, kar se zgodi, karkoli na drugi strani sveta, kot se nam je zdela koronavirus na Kitajskem, ni nepomembno. Vse, kar se dogaja, je pomembno tudi za nas, kar pomeni, da tudi to, kar mi počnemo tukaj na tej strani, je pomembno za vse druge. To ravno odgovornosti bo treba sigurno bistveno povečati. In bolj, ko smo mogoče na nek način narazen, pa bolj, ko se protekcionistično obnašamo, vidimo, da smo pravzaprav vsemu skupaj bolj skupaj in da bo treba o tem nek nov razmislek narediti. Ja, sem to še hotel poudariti, poleg tega pa sej vemo, ampak očitno ne vemo. Proaktivni pristop in preventivni pristop vedno stane bistveno manj kot reaktivni. Teh 10 trilijard, ki jih bomo zdaj plačali za odstranjene posledice, če bi samo en majhen del tega porabili v vzpostavljanje tega novega vzdržnega stanja, bi bilo seveda to bistveno bolj produktivno. Ampak to moramo še vedno zdaj narediti. Istočasno pa vzroki te krize, neposredno te zdravstvene, sanitarne, tudi niso opravljeni. Še zmeraj vse tlijo, pa ne samo na Kitajskem, podobno bomo imeli v verjetno velikem razvoju, ki je pred nami zdaj v Indiji ali pa v Afriki ali pa v Južni Ameriki, vse povsod. In ta prva stvar, ki jo bomo morali zdaj verjetno takoj narediti, za razliko od drugih dosedanjih kriz, je, da bomo počistili z vzroki, zaradi katere je do te krize prišlo. Ker mi smo sicer pravzaprav lansirali ves svoj obrambni sistem, vsa sredstva, resurse, človeške, finančne, ki smo jih imeli, da se bomo nekako zdaj tokrat iz te preživetvene vaje rešili. Ampak če se nam bo zadeva ponovila, preden bomo v redu prišli k sebi, pa ne bomo več po starem poslovnem modelu, že v naslednjih 3, 4 ali pa 5 letih mi tega kot civilizacija več ne bomo preživeli. In tukaj morda isto vprašanje ponovno zate. Praviš, potrebno je biti proaktiven. Kot posamezniki verjetno se pogosto zamislimo, kaj lahko iz majhne Slovenije naredim, pa vendarle naš odziv verjetno ni dobro, da samo čakamo. Ampak komu naj se obrnemo? Ker ko pogledamo tudi politični leadership po svetu, težko najdeš nekoga, ki bi lahko s temi idejami, naprednimi idejami, razumevanjem gospodarstva pravzaprav potegnil svet v neko novo obdobje. Kdo so tisti? Je gospodarstvo tisto, ki mora biti odgovorno in s svojimi novimi koncepti začeti spreminjati svet? Ja.
odlično, verjetno ključno vprašanje za našo prihodnost, ne. Jaz pa sebi globoko verjamem, da se bo moralo spremeniti in da se tudi bo spremenilo najprej veliko pri vsakemu posameznemu od nas. Ker pri nas se namreč ta svet začne, ne. Mi stalno iščemo rešitev od zunaj in nekje pri drugih. Rešitev se bo morala začeti pri nas, mi bomo morali vsak od nas globoko pogledati vase. Jaz verjamem, da je to bila velika streznitev in da razumemo, da bomo morali tudi kot potrošniki v končni fazi delovati bistveno bolj odgovorno z našimi odločitvami v prihodnosti. Mogoče en trivialen primer, ob totalnem krahu avtomobilskega trga, ki je padel za 80%, imamo velike rekorde v prodaji hibridnih električnih vozil v marcu in aprilu, če je to nek znak tega in te prave smeri, v katero gremo, ne. Se pravi, ta razsvetljenost, bom rekel, individualno vsakega od nas bo morala biti nek začetni trigger. Dodatno k temu pa bomo verjetno morali predvsem razumeti, da bomo lahko uspešni samo, če bomo stopili skupaj za skupne cilje in si potem rezultate tega tudi primerno med sabo razdelili, kar pomeni, da moramo kot skupnost tudi prevzemati odgovornost. Jaz, ko sem iskal pravzaprav, kako naj kot odgovoren človek, svetovljan, odreagiram na to in ne rešujem samo posledice, kar je sicer zelo bistveno, ampak naslovim vzroke, sem enostavno prišel do tega, da bom kot odgovoren tudi Rotaric in kot guverner Rotarja Slovenije in Makedonije naslednje leto, in to že pripravljamo s kolegi, naslovil kot Rotary International, se pravi kot organizacija 1,2 milijona odgovornih intelektualcev in ljudi. Apel na Združene narode in na ključne vlade držav tega sveta, da se vsi skupaj takoj sistematsko lotimo seveda analize, zakaj je do tega prišlo, kje so vzroki in vzpostavljanja sistemskega odpravljanja teh posledic in to na globalni ravni. Ker očitno je vse po vrsti, vsi organi OZN in vse ostalo odpovedalo. Tako da je treba, bom rekel, vsak od nas bo enostavno pravzaprav moral po svojih močeh zastaviti sebe in svoj glas. In isto hvala ti za tole, da pravzaprav vsak od nas je tudi soodgovoren za to, kar se dogaja. Morda še medklic, kot veste, je tudi AmCham Slovenija zdaj center za 43 AmChamov po svetu, tako da po svetu, po Evropi in Evroaziji, in tudi mi smo dali apel tako na vlade, kot tudi na Evropsko komisijo, predvsem s tremi stvarmi. Solidarnost, akcija in koordinacija. In ne bi se mogla bolj strinjati s teboj, kot to, da vsak od nas lahko doprinese, pa da vsak naj po svojih najboljših močeh tudi razširi to. Matjaž, vem, da si tudi ti aktiven mednarodno, kot investitor seveda si povezan z marsikom. Kakšen je pogled tvojih kolegov po svetu? Kako čutijo, kaj se dogaja in ali se te pogledi razlikujejo od slovenskih? Ja, tudi malo kot najava na ta klic, sem naredil še par klicev, tudi veka naložb in priložnosti, ki se dogajajo, smo aktivno na vezi, sem naredil par klicev in na Kitajsko, Nemčijo, Italijo, Ameriko. Zelo različni povratni odgovori so prišli, ker me je bilo tudi to, kako nekdo gleda, da malo tudi mentaliteto odraža. Pa če gremo najprej na Kitajsko, kjer se je vse skupaj začelo, pa recimo, da se vse skupaj spet v neke okvire zagona vrača. Povpraševanje potrošnikov je padlo na splošno. Tudi, ko sem bil čisto konkretno zamenjan z Gorenjem na vezi, ker imajo podatke, kako prodaje imajo, kaj se jim dogaja, in je povpraševanje na splošno manj. Se pravi, tudi to vpliva na celotno potrošnjo in na to, kako podjetja poslujejo. Na drugi strani, ko smo z Nemci govorili iz Hamburga, oni so bili so se ukvarjali s tem, koliko časa bo lockdown še trajal. Zato čisto tak, bilo spet plastičen primer, Lufthansa naj bi 1 milijon evrov na uro kurila s tem, ko je prizemljena. In je zelo omejen čas, koliko časa bodo oni sploh lahko še preživeli. In mi je bilo spet zanimivo strani Nemcev omenjanje, da bo država vstopala v lastništva, da bojo banke vstopale v lastništva. In to spet, kot je bilo prej rečeno, da se bo mogoče cel ta setup gospodarstva, pa kako smo ga do zdaj poznali, spremenil.
Na drugi strani Italijani, kot so prizadeti, so veliki pesimisti, kaj se bo zgodilo. Mi smo jim sicer razlagali, majhna država, recimo majhni problemi, ampak so rekli, vi in tudi sami vemo, smo dosti odvisni od tega, kaj se bo v Evropi dogodilo, kaj bodo te večje evropske države doživljale in temu primerno se bomo tudi mi mogli njim prilagajati. Mogoče še ena opaska z moje strani, dlje, ker bo lockdown trajal, ga razumem iz zdravstvenih vidikov, ampak je ta break-even tudi za gospodarstvo, predvsem v luči, da so slovenska podjetja na majhnost in na omejenost podrejena tuji konkurenci v velikih primerih. In en konkreten primer je bil, ko nam je slovensko podjetje reklo, da ne bo preživelo tega pritiska, ki se bo zgodil in se bojo težko borili s tujo konkurenco in z likvidnostjo in z vsem, kar sledi. Tako da z tega vidika jaz mislim, da so tuji investitorji, odvisno sicer v katerih državah kaj se dogaja, ampak so zdaj dosti oportunistično na preži in gledajo, kaj se bo dogajalo. Iztok, tukaj je vprašanje zelo na mestu, vprašanje protekcionizma, vprašanje zapiranja večjih gospodarstev. Vemo, da je slovensko gospodarstvo izvozno naravnano in ključnega pomena je, da pravzaprav ostanejo odprte meje, da ni oportunističnih tudi intervencij držav. Kako gledaš na to in vi ste res v prvi liniji, kar se tiče dobaviteljskih verig, kaj se je spremenilo in kako se pravzaprav proti temu ubraniti? Zdaj, čisto operativno gledano, je nemogoče praktično take kompleksne dobaviteljske verige, kot je v avtomobilski industriji, kakorkoli spreminjati čez noč, pa tudi ne v parih mesecih, pa celo ne prav zelo hitro v parih letih. V številnih primerih gre za single source relacije, kot jih imamo mi, za določene zelo inovativne, unikatne rešitve, tudi večkrat zaščitene s patenti in tako naprej. Se pa lahko to seveda odraz na nekih novih pogodbah za začetkom proizvodnje čez 3 ali pa 4 leta. Ampak še zmeraj je bistveno, da bomo tukaj še vedno imeli prednost tisti boljši, z boljšimi, bolj inovativnimi, bolj konkurenčnimi, bolj vzdržnimi potanom, tudi in oglično, bom rekel, brez ogličnega odtisa rešitvami. Ne vem, Hydria Optimus PSG, ki omogoča zeleno dizelsko tehnologijo, Hydria Bond, ki omogoča cenejši električni pogon z daljšim dometom in tako naprej, je globalno vodilni. In jaz verjamem, da zdaj pa strateško gledano, da je protekcionizem tak, kot je in kot se nam dogaja zadnja leta, vseeno odraz anomalij starega poslovnega modela. In da bo nov poslovni model vzdržnosti izrazito zahteval medsebojno sodelovanje in odpiranje, nek skupen nastop. Ker zapiranje v lastne meje, kolikor je lahko to zdaj kratkoročno modno ali pa koristno ali pa celo nujno za par mesecev, da se neposredno iz tega izvijamo v prvi fazi, dolgoročno sigurno ni pot naprej za preseganje te nevzdržnosti. Jaz mislim, da je v tem kontekstu protekcionizem del problema, ne pa del rešitve. Pa se tega zaveda samo gospodarstvo in ali se tega sploh zaveda in kaj bi lahko naredili, da se tega zaveda tudi politika? Kajti zdi se, da se politika vedno bolj obrača tudi samo na svoje volivce in se ne zaveda tega globalne soodvisnosti. Tako da, kaj je tukaj moč narediti, da bo zavedanje, da je moč in pravzaprav iskanje rešitev v odpiranju, v sodelovanju, v skupnem nastopu? Mislim, da se spet vse skupaj začne pri nas in pri inštitucijah, pravzaprav, ki jih vodimo, ki niso majhne. Velikokrat si mislimo, da imamo majhen vpliv ali pa nikakršen in se že na ta način diskvalificiramo, ne drži. Ogromno je možno narediti brez kakšne velike teorije, predvsem z lastnimi odličnimi primeri, z showcasi, iz katerih ljudje vidijo pravzaprav, da je to možno. To je en pristop. Da mi sami pri sebi delamo tisto pravo pa najboljše možno. Ker če bi vsi, pol očitno bi problem rešili, pa ne. Druga smer je pa verjetno ta, ki smo se jo prej dotaknili nekako, da kot civilna družba, kot odgovorni ljudje
državljani tega sveta se začnemo pravzaprav tudi organizirati na neke druge načine, verjetno. Tudi digitalni poslovni modeli nam bodo to na čisto drugačen način omogočili in da nismo enostavno, kot smo rekli prej, ovce za striženje, govedo za klanje, da smo bistveno kaj več. Ne? Matjaž, tvoj pogled na to, na kakšen način te nove poslovne modele uvesti, ali se investitorji že pogovarjate o tem, je to nekaj, kamor usmerjate svojo pozornost, je to smer, kjer boste bolj aktivni, opažaš to? Zagotovo se bo zaradi okoliščin, ki so zdaj, se pač različni naložbeni odbori pogovarjajo, kaj so tisti segmenti industrijskih panog, kamor se bo investirali, kaj se bo delali. Meni je bilo, recimo, tudi na začetku je bilo govora tudi o varnosti, ne, ki je zelo poudarjena. Mi smo recimo, da je bilo pred krizo oziroma pred korono, da smo govorili predvsem o vojaški obrambi, ker sem bil pa zelo presenečen, ker sem zdaj z različnimi investitorji govoril, pa na drugi strani tudi s temi lastniki varnostnih podjetij, da vsaka kriza prinese tudi varnostna vprašanja. In zelo banalno, pred korono je bilo strogo prepovedano vstopiti v banko z masko. Ne. Zdaj je to predpis in je to že cel incident za banke. Na drugi strani se vsi, ki imajo veliko opravka z denarjem, z gotovino, od trgovin do bencinskih črpalk in tako naprej, in to zdaj širom sveta, v času kriz se pričakuje večji porast kriminala. Ne, in ker je bilo meni tako, sploh ne bi v tem kontekstu, kjer se pogovarjamo, ampak sem zdaj že večkrat zasledil, kako je večje povpraševanje po varovanju, po teh posebnih scenarijih, kako se tudi na to pripraviti. Tako da to je sigurno en segment. Drugače vidimo, da uporabljamo zdaj toliko enih aplikacij, ki jih prej nikoli nismo, se pravi IT segment, zdravstvo, prebivalstvo se stara, tudi to je spet povezano s trenutnimi problemi. In zanimivo mi je bilo, da tudi država je ponavadi tista, ki potem poskuša neko gospodarsko rast spet zagnati z svojimi naložbami, in je veliko dejavnosti, ki je vezanih na državo, posredno, neposredno, na plačevanje iz proračuna, ima, bi rekel tako, kratkoročno boljše izglede, zaradi vseh dogajanj, ki se bojo v gospodarstvih dogajali. To so mogoče taki malo poudarki, ki sem jih probal izluščiti, kako tudi drugi probajo segmentirati, kaj bodo fokusi. Ampak če se dotaknem pa še drugih, recimo, naložbenih priložnosti v alternativah, ne, sigurno so ena stvar tudi terjatve. En segment so poslovne terjatve, tukaj je predvsem naloga, odvisno, kako bo država uspela likvidnost zagotavljati, ker drugače sivi trg vedno deluje. Potem so bančne terjatve, kako bodo banke uspele stvari sanirati. Predvsem pa, ko smo pa rekli o malo alternativnih pristopih, se bojo pa alternativni viri financiranja pojavili. Ne. To v tem delu sveta, rečemo Slovenija, Hrvaška, Avstrija, CE, niti ni toliko bilo poznano, tudi pred korono, kot je bilo v zahodnem svetu, v zahodni Evropi ali pa v Združenih državah Amerike, ampak skladi, ki so neka alternativa bankam, ravno zaradi razumevanja drugačnih poslovnih modelov, drugačnih poslovnih struktur, lažje strukturirajo tveganja, hitreje se odzivajo na neke izzive, ki se bojo pojavljale. In to je mogoče ena taka stvar, ki se bo, jaz mislim, z velikimi koraki začela pojavljati tudi pri nas, slej kot prej. Zato, ker banke so nepogrešljiv vir likvidnosti in zato, da se vse skupaj gospodarstvo vrti, ampak hkrati so pa dinozavri, ne, z vidika velikosti sistemov, z vidika regulative in kako se tlele stvari že s korono skoraj dnevno spreminjajo, tako bojo v podjetjih se spet odločajo o usodi, o poslu, o plačilih tedensko in na ta način se bo mogel tudi finančni svet pa investitorji prilagoditi gospodarstvu. Tukaj jaz vidim mogoče še največ novosti na alternativnih virih financiranja.
Matjaž, tukaj je tudi seveda vprašanje, s katerim se zdaj vsi v Sloveniji ukvarjamo. Prvi paket protikoronskega mega zakona je bil že sprejet in vaju bom potem prosila za kratek komentar, kako vidite te ukrepe. Seveda pa zdaj vsi pričakujemo tudi drugi, kjer pa bo prav likvidnost in ukrepi povezani z likvidnostjo ključni, saj tako pričakuje gospodarstvo. Morda najprej komentar do tega, kar je bilo že sprejeto, in seveda isto tudi vprašanje, kaj je tisto, kar bi morala vlada še narediti, oziroma kaj po tvojem mnenju so tisti ključni ukrepi za to, da bo gospodarstvo, izvozno naravnano gospodarstvo, lahko preživelo, da ne bo pred prevelikim udarom, če tudi smo slišali, da je nemogoče, kot je rekel Matjaž, skoraj preživeti ta udar tuje konkurence. Kako zagotavljati te osnovne stvari? Mogoče najprej k tebi, Iztok. Zdaj to obdobje enih 2-3 mesecev, ko bo ta tsunami po tem potresu zdaj udaril, in je že tik pred nami, bo sigurno ključno. Veliko teh dneh slišimo o tem, prav floskula se mi zdi, je že ratala, da grejo ukrepi v pravo smer. Sigurno grejo v pravo smer, ampak dvoje je pomembno. Najprej, da bodo izjemno hitro operativni, da se bo to takoj poznalo na likvidnosti in da ne bomo šli, kar očitno že spet gremo v preveliko birokratizacijo in administracijo povezano s tem. Druga zadeva, ki je izjemno pomembna, je pa, da se zavedamo glede na vse, kar smo rekli prej, da je to samo prva prehodna faza 3-6 mesecev, faza preživetja, hibernacije, zato da sploh smo še, da se kaj pogovarjamo. Kar pa ne pomeni, da bomo tudi na dolgi rok. Ker mi se istočasno s to krizo soočamo z dejstvom, da smo že predtem bili sredi velikega prehoda v brezogljično družbo. Pomeni, da bo ta naš zdajšnji poslovni model ob veliko več dela dal bistveno manjši rezultat, istočasno bo treba bistveno več vlagati v prihodnje poslovne modele in brezogljične tehnologije, produkte in procese, ki pa še ne bodo dali rezultata. Pomeni, pred nami je eno izjemno strateško prestrukturiranje, ki bi ga Slovenija morala tudi izvršiti, ne na ta način, da bomo ostali zadaj in se spraševali o tem, bomo dosti hitro sledili druge, ampak na ta način, da bomo proaktivni, da bomo vodilni, da bomo kazali smer drugim, ker samo na ta način se bomo tudi zagotovili mesto v tej prihodnosti. Kar pomeni, da se moramo zdaj intenzivno lotiti tega drugega paketa postkriznega obdobja prehoda v novo normalno, ker če ne, bo tudi ta denar, ki ga bomo zapravili za to, da smo preživeli, v bistvu bil izgubljen. Kako ti vidiš, Matjaž, dosedajšnje ukrepe in intervencije države in kaj je tisto, na kar bi ti želel opozoriti v naslednjem paketu? In kot je že Iztok rekel, ne gre samo za preživetje, gre za živeti. Ja, je težko biti pameten, ne? Meni se zdi ključno biti politično tudi korekten, ampak sigurno je zdravstvo na prvem mestu, ampak hkrati je treba ločiti, kdo od proračuna živi, kdo pa ne. In meni se zdi, da se bomo počasi mogli spraševati tudi o tem, kje je točka preloma tega lockdowna. In za gospodarstvo, in da bolniki z rakom ne hodijo na terapije, ali mislim, mogoče sem preveč ekstremen, ampak da se tudi cel kup enih preventivne naredi, pa bo zato tudi več drugih posledic. In jaz te ukrepe, vem, se pomaga gospodarstvu, kakorkoli se pač lahko. Mogoče izpostavil bi, predvsem meni ni bilo razumljivo, zakaj so sodišča tako, spet se upravičujem, politične nekorektnosti tako nerigidna, da so rekli, da do 1.7. ne bo nobenih izvršb, ne bo insolvenčnih postopkov. Po eni strani razumeš, da ščitijo en del gospodarstva, na drugi strani, zakaj bi pa nekdo sploh plačeval, zakaj bi pa nekdo sploh karkoli delal, zato ker je pač ni motiviran, da se karkoli zgodi. Tako da se meni zdi, da mora tudi sodišča se temu prilagoditi, drugače pa predvsem čas tega lockdowna, oziroma kako se reče, za splošne zapore gospodarstva. Da potem še taki ukrepi, ki so lahko dobronamerni, ampak sej vreča ni brez dna. Jaz ne vem, odkje se te mega milijarde bo na koncu tudi račun prišel. In na koncu podjetja, mi se tukaj vedno pogovarjamo na nivoju velikih podjetij, ampak
Imamo navadne obrtnike, ki tvorijo tam mikro-society gospodarstva in njih ne zanimajo take in drugačne debate, ki jih imamo, ampak kako bo on plačal. In mi smo delali zadnjič eno analizo, pa tudi smo primerjali s tujci. Povprečno podjetje ima tam 20 do 30 dni denarja za preživetje. Vse, kar je dlje, je velik problem in je težko preko tega sploh iti. Pa mogoče sem še to, korona je zdaj se udarila in govorimo o ukrepih, mogoče za turizem, za gostince, za tiste, ki so trenutno izgubili posel. Ampak imamo tudi panoge, ki imajo večje cikle, ne vem, orodjarne. Imajo naročila za 6 mesecev naprej in oni se bojo zdaj delajo čisto normalno, kot da se jih čisto nič ne dotika, ampak oni bojo pa septembra, ker zdaj ne dobivajo nobenega posla, ker ste prazni, brez dela. In bojo oni, se pravi od septembra do marca brez posla, a bojo oni tudi vključeni v te ukrepe. Tako da na ta način je za moje pojme čisto vse je vezano na to, kdaj se bojo te stvari sproščale, pa z neko kmečko pametjo pristopali k vsemu. Tukaj bi še zdaj kar na vprašanje, ki nam ga zastavlja Ani, in sicer, zakaj menite, da bo padec gospodarske rasti Slovenije, kot je bilo prezentirano v projekcijah pred dnevi, in včeraj je večji, torej padec večji od povprečja Evropske unije? Ali in sicer mnogo večji upad, več kot 8%, in tudi počasnejše okrevanje kot druge države članice. Kaj je razlog temu? Ali nismo dovolj fleksibilni, ali nismo dovolj učljivi, ali bi morali biti bolj digitalizirani? Skratka, kaj po vašem mnenju botruje tej napovedi, da bo pač padec večji kot v drugih članicah Evropske unije, in kaj bi lahko naredili, da temu ne bi bilo tako? Iztok, morda najprej s tabo. Jaz teh napovedi ne poznam, so mi tudi nelogične in nenaravne, če smo v 70% našega izvoza in posledico GDP-ja odvisni od izvoza v Evropsko unijo. Ne vem, zakaj bi bile posledice bistveno drugačne, kot bo za Evropsko unijo samo. Poleg tega mislim, da smo v zadnjih letih, verjetno smo to vsi čutili, naredili velik napredek v gospodarstvu, na konkurenčnosti, na dvigu dodane vrednosti, na inovativnosti, da smo v relativno dobri finančni in siceršnji kondiciji, res pa v starem poslovnem modelu. Ključno bo seveda, koliko smo se že, pa predvsem koliko se bomo hitro zdaj prestrukturirali v nov poslovni model, v to digitalno zeleno realnost prihodnosti. Zdaj tukaj je pa verjetno treba biti drzen. Nadpovprečen izredni časi pač zahtevajo izredne zamisli in izredne pristope. Če se moče, da zdaj nismo bili najbolj navajeni, ampak vse to sigurno zmoremo. Pred nami je zdaj to zahtevno obdobje, ampak kriza je priložnost za tistih 5%, ki jo vidijo kot priložnost, ne pa za onih 95%, ki jo vidijo sem kot problem. Pomembno je, da smo med temi 5%, ki jo vidimo kot priložnost. Ne vem, spomnim se recimo na projekt Edison, slovenska avtomobilska industrija, avtomobilskega grozdja pred 3 leti. Projekt visokotehnološki, brezžičnega polnjenja električnih vozil med vožnjo iz ceste, ki bi odprl večmilijardni trg in ponudil seveda rešitev zelene mobilnosti prihodnosti, ki mu nismo bili še dorasli 3 leta nazaj, ker nismo razumeli, pravzaprav s čim imamo sploh opravka. A danes mogoče glede na te spremenjene razmere razumemo, da je to ena izmed smeri, v katero se moramo spraviti, ali pa določeni zdravstveni segmenti, biomedicinski in ostali, s podporo naših izjemno razvitih digitaliziranih firm. Tukaj imamo izredne priložnosti, tukaj moramo stopiti skupaj, sestaviti kritično maso in sokreirati to prihodnost, ki zdaj prihaja. Matjaž, ali se tudi investitorji zavedate, ali se v vašem skladu zavedajo, kako pomembno je, kam investirati, da greste bolj v zeleno, da greste v trajnostno? Se je že spremenila investicijska politika vašega sklada? Tako hitro se investicijska politika ne spreminja. Seveda se pogovarjamo, kako družbeno odgovorno ravnati. Jaz bi šel predvsem na drugo stran, zato da ta negotovost, ki je zdaj prisotna pri podjetjih, se bo odrazila predvsem pri tem, da je težko
težko napovedovati in delati neka pametna vrednotenja, pa ne glede, pa govorimo zdaj o neki okolju prijazni ali pa stari industriji, mislim, treba je živeti in treba je gledati, kaj je smiselno, ampak predvsem se mi zdi, da ta negotovost prinaša zdaj tudi čisto neke nove pristope, koliko je neka stvar sploh vredna, ne? Koliko za neko stvar plačati. In tukaj, ki je bilo prej vprašanje, prav tako, kaj bo zdaj mogoče drugače. Drugače je to, da se lahko tudi taki lockdowni ponavljajo. Naprimer, če je nekdo rekel, da je ocenjeval podjetje po rezultatih 2019 in če apliciraš neke iste pristope na leto 2020, ko se šteje že kot nekako izgubljeno leto, si čisto v drugih vodah. In bodo po moje vsa vrednotanja, vsi dogovori, vse naložbe, če govorimo o strani investitorjev in tudi to, kaj vlagatelji od nas zahtevajo, bojo vezani na neke earn-out modele, na neke doseganje planov 2021, 2022, 2023. Pojavljajo se tudi klavzule v pogodbah, ki jih jaz do zdaj nikoli nismo dajali toliko poudarka, ampak da special situation klauzule. Če se zgodi nekaj tako pretresljivega, da pretrese celotno gospodarstvo, da se potem tudi dogovori med investitorji, med lastniki, med deležniki lahko čisto na novo resetirajo, kar je bilo spet pravno dostikrat še leto nazaj sploh nepredstavljivo. Tukaj jaz gledam kot celoten splet, da vlagatelji gledajo na to negotovost drugače. Investitorji, jaz mislim, da sigurno so naravnani k naložbam, ki so okolju prijazni, ki pripomorejo k boljšemu življenju vseh, ampak moj ameriški kolega je rekel, da so dali pisala na mizo in bodo čakali par mesecev, kaj se bo sploh zgodilo, ne? V katero smer bojo stvari šle. Bojo stvari tudi v zraku. Vprašanje, Matjaž, zate, Nena ti ga zastavlja. Ali meniš, ker ne bo možno toliko osebno se srečevati, da se bojo tudi M&As preselili bolj v virtualni svet? Ali je zdaj čas, ko se bo tudi ta digitalna povezava poznala tudi na tem področju? Ali, kot si rekel, celo odložili pisala, ne samo računalnike in čakamo, kaj se bo zgodilo? Mislim, lastna izkušnja. Delo od doma se mi zdi, sploh pa če so še kakšni otroci zraven, kar velik izziv, na pol učinkovito vse skupaj in po 8 urah telefonskih konferenc, pa Zoom in Teamsov, je človek kar utrujen. Po eni strani se sicer mačken razvadeš, če ni treba na sestanek, če se ni treba na Dunaj peljati ali pa v Zagreb, se bomo pač tako slišali, ampak še zmer nimaš pa enega feelinga, kako se, v katero smer pogovori grejo, kakšne je. Ker se mi zdi, da pol posla so finance, pol posla je pa tudi neka čustveno ujemanje partnerjev. Zdaj, kar se tiče, se bojo M&A spremenili, ne vem, po resnici, ampak ni pa čisto vse zamrl. Ker sem danes zjutraj imel še neklicine, dva posla se ravno zaključujeta v Sloveniji, sta večja v avtomobilski industriji, verjetno bo to enkrat maja, malo bolj tudi jasno, in tu investitorji so tukaj. In kaj se je zgodilo? Podjetje, ki je tarča, ki je prevzeto, ni bilo v dobri kondiciji in dejansko ni imelo nobene pogajalske moči in je pristalo na to, da je kupnina bistveno nižja. Ampak so na tak način rekli, so si odrezali roko, ampak bojo živeli naprej. Imamo pa eno drugo podjetje, ki je pa zelo dobro, so pa zavestno preložili svojo prodajo, pa bi bilo kar veliko mednarodnega interesa na konec leta 2021, zato ker vejo, da bojo šele takrat lahko oni se spet samozavestno pogovarjali z investitorji. Tako da zdaj, mogoče delno sem odgovoril, ampak hočem reči, da ni črno-belih odgovorov, spet vse je odvisno malo od panog, veliko od finančne kondicije podjetij, pač od načina delovanja investitorjev, vsak ima svoj slog in svoj način. Tukaj morda vprašanje isto tudi zate, ki je relevantno, in sicer pogovarjali smo se prej o pridobivanju posla
Vi ste vezani, si poudaril, seveda na dolgoročne odnose, tudi partnerske, patente in tako naprej. Kako je s pridobivanjem novih poslov? Ali v tem trenutku lahko kot Hidria delate nove stvari oziroma ali lahko še toliko bolj izkoristite tudi to priložnost, da bo preskok v zeleno, kar ste, eden svetovnih vodilnih ponudnikov, boljše, hitrejše, da bomo to bolj razumeli? Ja, res je zelo zanimivo spremljati pravzaprav na eni strani lockdown proizvodni, ki je posledica seveda prodajnega in tega, da je trg krahiral za 80%, recimo v marcu avtomobilski praktično in je izginil. Na drugi strani pa ravno obratno razvojni projekti, ki bodo v uporabi na cesti tam po letu 2023, 2024, 2025, so pa že zdaj v tako izjemno kratkem času in to tisti trajnostni, zeleni, elektromobilnostni dobili na pospešku. In so aktivnosti v bistvu še bolj intenzivne, kot so bile prej in se tudi konkretno dogovarjali, smo tudi dobili že v teh zadnjih 2-3 letih par projektov na področju električne mobilnosti, ker bo enostavno ta del ekonomije zdaj ustrezno pospešen. In pravzaprav tisti, ki mogoče so že razmišljali 10 let nazaj o tem in poskušali tiste megatrende spremeniti v razumevanje realnosti naslednjih 10-15 let in v skladu s tem delovati, so ali pa smo v neki prednosti, ampak nič ni zamujeno. Ogromno se je zdaj, vsi skupaj se moramo vsak na svojem področju ukvarjati s tem razumevanjem, da nam ne bo to pretežko, kakšen bo ta naš svet kot celota izgledal čez 10-15 let, kakšne bojo posledično in na kakšen način se bojo spremenile, ker se bodo radikalno spremenile vse naše panoge. In če bo temu tako, kaj bomo mi naredili danes, na kakšen način se bomo organizirali, kam bomo investirali, kjer inovativne prebojne stvari bomo razvili, da bomo mi leta 2024, 2025, 2030 tisti, ki bomo ponudili te rešitve, ki jih bo ta svet takrat potreboval. Ker samo to je garancija za to, da bomo v tem svetu takrat še prisotni in da ne bomo, ne vem, zdaj bom pa tudi jaz, kot je Matjaž prej, mogoče tvehal, bom rekel, da ne bomo samo euroameriška ali pa zahodna kolonija, ne vem, Kitajske ali pa Azije. Tukaj je verjetno res ta samozavest, ki nam jo včasih primanjkuje, pa sem izjemno vesela in tudi bolj zmerno optimistična, da vidim tudi pri ljudeh, kot sta vidva, skratka vsak na svojem področju vrhunska, to samozavest in ambicioznost, da lahko tudi kot Slovenija dajemo neke vzore, seveda pa, kot smo že poudarili, smo soodvisni tudi z ostalimi. Morda čisto za konec, še bolj osebno vprašanje, Iztok, kako pa ti preživljaš se to, enako tudi tebi, Matjaž, zato da ostajamo v tej ambiciozni kondiciji, proaktivni? Intenzivno tam od 7:30 zjutraj pa do 8-9 zvečer rešujemo operativne zadeve in rešujemo posledice te krize. Po 9 uri 10 zvečer, pa čez vikend se pa v veliki meri z vidika podjetja, pa tudi sicer globalno, kot smo se prej malo dotaknili, ukvarjam s tem, kaj bo treba narediti, da do takih situacij ekstremnih, s katerimi se zdaj soočamo, enostavno ne bo več prišlo. Ker dejstvo je, da je naš obrambni sistem, ki smo imeli, izčrpan na tej krizi in dejstvo je, da če pride še en tak tsunami, nas bo vse skupaj nesel. Ne vem, ali se tega zavedamo ali ne, ampak zdaj je čas, skrajni čas, da temu ustrezno tudi ukrepamo. Matjaž, pa ti? Jaz bi tudi rekel, da, kot je bilo prej isto rečeno, da ima narava svojo samorefleksijo, da poskrbi za sebe, da gre, da pač smo mi del vsega. Jaz bi rekel, da je tudi pri podjetjih podobno in mi imamo vsak let strateške kolegije, strateške razmišljanje, kaj bi se dalo, kaj bi bilo pametno. Ta lista to do je vedno bila zelo dolga in se mi je zdelo po eni strani tudi koristno, če rečemo, da smo dali prestavo nižji, da je še en korak nazaj in smo se z ekipo lotili pregledovanja, kaj bi še lahko, kaj smo vedno planirali, tako da se dosti s tem ukvarjamo, kako ko bomo prelezli z naših luknj, kaj mogoče še narediti, pa smo vedno odlašali, tako da to se mi zdi
da je celo koristno, osebno pa tudi malo več časa za kakšen šport je, povem po resnici. Tudi to je dobro, z družino smo še več skupaj. Te odnosi, se pravi, vse je za nekaj dober, jaz temu tako rečem. Tako da tukaj je optimizem, ampak z vidika gospodarstva pa točno to bo proti koncu leta še kar težko in je zato treba biti, po moje, zelo asketski, zmeren in tudi manj je več včasih. In s tem zmernim optimizmom in zavedanjem, da je potrebno ostati proaktiven, vam želim samo reči najlepša hvala za današnjo kavo, ki nas je potegnila tudi na to, kaj nas čaka. Ne z nekim leporečenjem, ampak kar zelo konkretno, z razmislekom, da vsak od nas lahko nekaj naredi. Iztok, Matjaž, najlepša vam hvala in seveda najlepša hvala tudi vsem našim članom, patron članom, ki nas v največji meri podpirate. Jutri bo zanimiv pogovor o tem, kako slovensko znanje na temo matičnih celic lahko pomaga tukaj in zdaj. Zanimivo podjetje EduCel se nam bo predstavilo, predvsem z vidika biotehnološkega razvoja in to je že en korak v to, kako lahko Slovenci proaktivno sovplivamo na globalni svet. Najlepša vam hvala za danes in ostanite zdravi. Hvala, nasvidenje.